Zaradi prestavljene tekme 6. kroga druge slovenske nogometne lige med Ašk Bravo in NK Dob ne bomo videli vrhuncev tekme, ampak bomo v oddaji Bravo nogomet z vami delili odziv trenerja Dejana Grabiča po prijateljski tekmi. V studio smo tokrat povabili trenerja selekcije U12 Jurija Hostnika, ki je predstavil način tekmovanja svoje selekcije, ki tekmuje v 3 različnih ligah v organizaciji MNZ Ljubljana. Vaš gostitelj bo Srečko Ferleš. Prisrčno pozdravljeni, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Teden je naokoli in znova se družimo v oddaji Bravo nogomet. Nadaljujemo s predstavitvijo selekcij NK Bravo in tokrat je na vrsti selekcija U12. Eden od trenerjev te selekcije je Jurij Hostnik, ki ga prisrčno pozdravlja v našem studiu. Jurij, pozdravljen. Dobar dan. Ni minilo dolgo, odkar so se nazadnje družila, kajti si tudi trener selekcije U15. Pa me zanima, kako se v selekciji U12 ti kot novi trener prilagajaš na selekcijo in kako se je ekipa nekako prilagodila nate v tem začetnem uvodnem delu sezone 2018-2019. Ja, hvala za vprašanje. Prvo, kar bi povedal, je, da mislim, da je ekipa res v kar dobrem stanju. Fantom so se pridružili še 3 igralci, res mislim, da kakovostni igralci, nadarjeni igralci, tako da ekipa trenutno šteje 22 fantov in mislim, da bo to kar uspešna zgodba, ker je konkurence dovolj in bojo fanti lahko dobro napredovali. Jaz se počutim res odlično v tej ekipi, fantje so prijazni, fantje radi delajo, tako da je to ena dobra novica za trenerje, za tiste, ki pač delamo z ekipo. Nisi sam v selekciji U12, kdo ti pomaga oziroma s kom ustvarja ta napredek pri selekciji U12? Ja, v ekipi smo tako rekoč 2 trenerja, praktično na vseh treningih. To je poleg mene še trener Teo Masten, ki je po mojem mnenju eden najbolj perspektivnih mladih trenerjev, predvsem za mlajše kategorije. Povejmo gledalcem in gledalkam, kje oziroma v kateri ligi tekmuje selekcija U12 in kako vse skupaj poteka med samo sezono? Ja, selekcija U12 nastopa v 2 ligah. Prva je v ligi U12, v tej ligi v bistvu gre za neko prehodno ligo, v kateri nastopajo samo igralci vhodnega letnika, ker ponavadi so bili združeni igralci 2 letnikov, to je vhodni in izhodni, in to je bilo vse v ligi U13. Kasneje so uvedli še ligo U12, tako da je ta prehod lažji za večino igralcev. Istočasno pa nastopamo tudi v drugi ligi, lige U13, tako da v bistvu fantje bodo imeli ogromno tekem, lahko bomo izbirali, enkrat bodo imeli težje tekme v ligi U13, enkrat težje tekme v ligi U12, tako da mislim, da bo to res ena dobra izkušnja za celotno ekipo, ki je mislim, da kar kakovostna, zato bomo res morali gledati, da bomo iskali čim bolj težke tekme, da bo tudi napredek lahko toliko večji. Glede na to, da sta 2 ekipi znotraj ene selekcije, ali to pomeni, da v jesenskem delu lahko oziroma smejo igrati nogometaši samo v eni selekciji ali lahko prehajajo iz A v B skupino? Pravzaprav imamo 3 ekipe prijavljene. Ena je v ligi U13A oziroma v prvi ligi U13, druga je v drugi ligi U13 in tretja je v ligi U12. Prehodi med ligo U12 in U13 so možni kadarkoli, niso pa možni prehodi med ligo U13A in ligo U13B. Se pravi, igralec, ki je že nastopil v prvi ligi U13, ne sme nastopiti tudi v drugi ligi U13. Medtem ko lahko vsi igralci, ki nastopajo v ligi U12, kadarkoli nastopajo v ligi U13B ali U13A. Ni pa možno, da nastopajo za vse 3 selekcije. No, sedaj pa si bomo pogledali izjavo trenerja Dejana Grabiča, trenerja ekipe AŠK Bravo, ki v tem tednu, ki je za nami, ni imela prvenstvenega srečanja, ampak so odigrali pripravljalni obračun proti nogometnemu klubu Olimpija in poglejmo, kaj so fantje povedali po tej tekmi. Ja, v prvem polčasu smo bili zelo solidni moštveno in to nam je dovoljevalo prehode v neke polprotinapade ali pa protinapade nekje iz višine druge cone, recimo sredine igrišča. Bili smo dovolj disciplinirani, da Olimpiji nismo v bistvu dovolili veliko priložnosti. Smo pa, imeli smo nekaj manjših situacij, vidi se pa, vseeno pa se vidi velika razlika v kakovosti. Naše realno stanje je takšno, kot je, mislim,
končni rezultat je čist realen pokazatelj razmer na igrišču. Smo pa vsakič, ko smo bili nenatančni oziroma ne dovolj samozavestni v izvajanju nekih principov iz našega načina igre, smo trpeli, smo imeli pred svojimi vrati neke vroče situacije. Mi se trudimo tudi v pripravljenem obdobju, smo se igrati čim več tekem z močnejšimi nasprotniki. To pa iz vidika tega, da taka tekma razgali mogoče naše limite, naše rezerve in tudi, da se znamo prilagoditi na igro močnejšega nasprotnika, kar bomo imeli tudi v prvenstvu v drugi ligi, kjer nismo niti približno favoriti. Zato ta tekma je bila zelo dobra za nas, po videoanalizi bomo še bolj pametni oziroma bomo videli, v katero smer oziroma kako naprej učiti, coachati naš način igre. Za naprej nam niti v nobenem primeru ne sme pasti samozavest, zato ker vseeno smo igrali proti državnemu prvaku in pokalnemu zmagovalcu. Se pravi, pripravljamo se za naslednje izzive. V sredo je Maribor, v soboto za nas zelo pomembna tekma z Nafto v gosteh. Normalno, bolj natančni moramo biti pri izvedbi naših zahtev po igralnih mestih. Smo pa videli ogromno dobrih stvari, tako da fante je treba pohvaliti, ampak tudi v bistvu postavljeni smo bili na realna tla, to je naše izhodišče, v tem trenutku gremo naprej in se učimo naprej. Ja, ob tej priložnosti bi povabil vse naše podpornike, navijače, gledalce, da pridejo na to tekmo, na kateri mislim, da bomo lahko samo uživali. Se pravi, mi bomo igrali proti Mariboru, ki je na veliko nivojih, bo to v bistvu dvoboj učitelja in učenca, ne samo na igrišču. Se pravi, tako kot od Olimpije se lahko mogoče še več v tem trenutku naučimo od Maribora in upamo, da nam bo ta podpora prišla prav, zato da bomo dostojno predstavljali NK Bravo. Juri, v vsaki oddaji tudi trenerji predstavite nekako generalno gledano vsebine, ki jih trenirate, ki jih izpopolnjujete skozi celotno sezono. Kateri pa so tisti glavni poudarki pri selekciji U12? Ja, v bistvu pogosto slišimo, da pri mlajših samo tehnika, ne? Pri nas je malo drugače, v našem klubu je zadeva malo drugačna in sicer imamo nek učni načrt, po katerem delamo. To pomeni, da je za vsako generacijo, za vsako selekcijo so določene vsebine. To pomeni, da se dela z vsako selekcijo, tako na področju tehnične priprave, tako na področju taktične priprave, psihološke priprave, kondicijske priprave. To ne pomeni sedaj, da hodimo teč vsak dan kroge, da pripravimo fante, ne vem, da so bolj vzdržljivi, ampak to pomeni, da se dela tako pri U12, kot pri U10, kot pri U15, prav tako na koordinaciji, le da so vaje ali manj zapletene, lažje, vendar se praktično na vseh selekcijah dela. Enako tudi pri U12, na koordinaciji, ki je del kondicijske priprave, na stabilizaciji, recimo kasneje, ali pa absolutno, mogoče še celo največ na področju tehnične priprave, ki je skoraj vedno povezana tudi z taktično pripravo. To pomeni, da zelo redko oziroma se dela tudi izolirano, takrat, ko vajo delamo samo za trening posameznega udarca, recimo, ko delamo dejansko samo tehnično izvedbo, vendar ta del je razmeroma kratek in le v začetni fazi. Ko fantje osvojijo samo tehniko udarca ali sprejema in tako naprej, se vedno začne vključevati tudi taktične vsebine. To pomeni, kam oni sprejmejo, kam udarjajo žogo, na kakšen način, kdaj, v katerih trenutkih. To so pa vse že elementi taktične priprave. Tako da se v bistvu te elementi vedno prepletajo. Ali gre za tehniko, ali gre za taktiko, psihologijo, v končni fazi motivacijo, ali pa za koordinacijo, da lahko hitro odreagirajo na posamezne spremembe v igri. Se pravi, na vseh področjih se dela in ta področja se resnično prepletajo. Tako da v bistvu, če se me vpraša, kaj se dela, verjetno se res največ dela na tehničnih vsebinah. A vendar se te vsebine vedno tako prepletajo, da je težko reči, danes pa delamo samo tehniko, danes pa delamo samo taktiko in tako naprej. Je pa skupinske in pa ekipne taktike verjetno pri selekciji U12 še zaenkrat relativno malo. Res je. Če to primerjam z ekipo, ki jo vodim v U15, je razlika očitna. V tem primeru pri selekciji U12 je veliko večji poudarek na
posamični taktiki, ali gre za branjenje, ali gre za napadanje, karkoli, ali gre za taktiko udarcev, taktiko sprejemu. Se pravi, gre vedno za večji poudarek na posamični, da igralca naučimo, da on zase ve najprej, kako mora sprejeti, s katero nogo mora sprejeti, da najprej te stvari ve, da dobro ve, da se bo kasneje pri U13, U14, U15 znal pravilno odločiti tudi v sodelovanju več igralcev. Je pa res, da tudi že pri selekciji U12 so večji poudarki tudi že na sodelovanju nekaj igralcev, 2-3 igralcev v napadu in v obrambi. Se pravi, ni več dovolj, da znajo samo pravilno braniti 1-1, ampak mora znati sodelovati ali pa napadati, mora znati pravilno sodelovati tudi s 3-4 igralci v polju. No, omenili smo že, da ekipa AŠK Bravo v tem tednu ni odigrala prvenstvenega obračuna, bodo pa v naslednjem krogu, in sicer v 7. krogu druge slovenske nogometne lige, igrali proti enemu od favoritov za uvrstitev v prvo slovensko nogometno ligo, proti Nafti, ampak še predtem bo ekipa AŠK Bravo igrala v drugem krogu slovenskega pokala, in sicer v sredo 12.9. pride v Ljubljano nogometni klub Maribor, zato v tem primeru prisrčno vabljeni na srečanje. Omenil pa sem, da bomo igralci AŠK Bravo igrali naslednjo soboto proti Nafti in poglejmo, kakšna so bila pričakovanja ekipe iz Lendave pred začetkom letošnje sezone. Sigurno so ambicije kluba više, kot so bile lani, kaj to pomeni, verjetno vemo. Želimo si več, želimo mogoče malo na koncu te športne sreče tudi, in jaz verjamem, da bomo na koncu mi tisti, kateri smo uvrstili v prvo ligo. Pa gledajte, ja, želje so, realnost je pač taka, kot je, vendar jaz verjamem, da bomo skupaj nekako uspeli doseči te zastavljene cilje, kajti je to pomemben del in verjamem, da bomo uspešni. Katere ekipe bodo po vašem mnenju najhujši konkurenti za uvrstitev v prvo ligo? Pa jaz mislim, da nekako te, ki so bile na vrhu že to sezono, vprašanje, kaj bo se zgodilo tudi z Ankaranom, tako da jaz mislim, da bo to. No, Mura je odšla v prvo ligo, prihaja nov zanimiv drugoligaš oziroma ligaš iz tega okolja, Beltinci, stari dobri derbi. Ja, stari dobri derbi, jaz pa verjamem, da bomo mi tako uspešni, kot bo bila Mura letos. Juri, v selekciji U12 se fantje zaradi svojega razvoja, zaradi večjega tehničnega znanja tudi prilagajajo oziroma jih je več v polju in polje postane večje. Kako je s tem prilagajanjem oziroma kakšno je število igralcev pravzaprav pri selekciji U12, ko govorimo o uradnih tekmah? Ja, to je res. V bistvu fantje so še nedavno, nekaj mesecev nazaj, igrali samo čez polovico in to je šlo za igro 6 plus vratar, torej 7-7. Igrišče je bilo skoraj za polovico manjše in v bistvu je to prvo leto, ko se oni spustijo na igrišče, na katerem se igra v prostoru od 16-metrskega prostora do 16-metrskega prostora. Tudi v polju je več igralcev, igra se 9 proti 9 in mislim, da je to neka dobrodošla sprememba, da je sama prilagoditev kasneje v ligi U15 lažja, da ni preskok prevelik. Kajti včasih so fantje igrali ves čas do U13, se pravi do selekcije U13, so igrali 7-7 na polovici igrišča in potem je bil ta preskok res verjetno prevelik za marsikoga, sploh glede na to, da pri 13-14 letih so nekateri fantje niso še razviti tako kot profesionalni igralci, ki potem igrajo čez celotno igrišče. Tako da mislim, da je to prvič dobrodošla sprememba in drugič mislim, da sama prilagoditev ni pretežka. Vseeno se poveča ekipa le za 2 igralca, igrišče se precej poveča, ampak mislim, da sama prilagoditev ni težka. Fantje so tudi že lani odigrali kar nekaj tekem, tudi 9-9, tudi 11-11 prijateljskih predvsem. Tako da mislim, da sama prilagoditev ni pretežka. Bomo pa potrebovali še nekaj časa, da to začutijo fantje, da začutijo, da so večje razdalje, da je več igralcev v polju, da začutijo, kje ima soigralca, kje ima nasprotnika in tako naprej. V selekciji U12 omenil si kar
3 različna tekmovanja v sami selekciji, pa me zanima, koliko se pravzaprav daje pomena na rezultat. Torej, takoj, ko menimo tekmovanje, naslednje, kar pomislimo, je rezultat. Kako ti kot trener gledaš na to mešanico igre oziroma na drugi strani nekega pritiska rezultata v relativno mladem obdobju nogometaša? Ja, sigurno je prva stvar v nogometu 12-letnikov ta, da oni uživajo v nogometu. To je prva stvar. Druga stvar je, da se poskušajo čim več naučiti oziroma da jim mi poskušamo čim več dati. In tretja stvar, ki je tudi prav tako pomembna, je tekmovanje. Ne mogoče prav, da imamo nek rezultatski cilj, da moramo biti prvi, da moramo premagati tega nasprotnika in tako naprej. Večji izziv je pripraviti fante na tekmovanje, da si želijo zmage, da si želijo tekmovati, da želijo pokazati nasprotniku na mestnem derbiju ali pa na kakršnem koli derbiju, na kateri koli tekmi, da si želijo zmagati. To je pomembna lastnost vsakega igralca, ki mi jo želimo oziroma poskušamo priučiti. Se pravi, rezultat, ja, ne za vsako ceno. Mi želimo v prvi vrsti fantom dati čim več, da bodo čez 5-10 let lahko rekli, pri U12 smo se pa nekaj naučili. Ne, da bodo rekli, mi smo bili pri U12 prvaki, mi smo usvojili turnir v Mengšu in tako naprej. Se pravi, te stvari seveda vedno želimo zmagati oziroma jim želimo dati zmagovalno mentaliteto, a vendar je tukaj še veliko več v tem trenutku, po mojem mnenju, pomembnejših stvari, kot so to, da uživajo v nogometu, kot je to, da se čim več naučijo. Sedaj pa še mogoče vprašanje zate kot trenerja, kako ti usklajuješ vse obveznosti in pa naloge, treninge med selekcijama U15 in U12. Kako je dejansko za trenerja zahtevno, da vodiš 2 selekcije? Ja, glede na to, da druge službe nimam in se ukvarjam samo s tem, imam časa več kot dovolj, da oddelam vse svoje obveznosti. Poleg tega imam pri selekciji U15 še 2 pomočnika in prav tako sva pri selekciji U12 2 trenerja, tako da načeloma teh obveznosti ni preveč. Samo izmenjavanje oziroma prehodi iz selekcije U15 v U12, mislim, da se ne more zgoditi, da bi fantom dali pretežek trening, da bi kopiral iz treninga U15 v U12. Zakaj? Pravzaprav je razlog povsem enostaven in sicer v selekciji U15 imamo določene vsebine po kurikulumu, po učnem načrtu kluba, v selekciji U12 imamo druge vsebine oziroma vsebine v drugačnih okoliščinah, se pravi v lažjih vajah. Tako da, ko sestavljamo treninge s trenerji, so vaje enostavnejše, so vsebine lažje, manj zahtevne, manj kompleksne, tako da mislim, da težav pri teh prehodov ne bi smelo biti in trenutno jih sam ne zaznavam. No, sedaj pa si pogledamo našo novo rubriko, ki smo jo uvedli že v prejšnji oddaji, in sicer zanimanje drugih ljudi povezanih z nogometom, z nogometnim klubom Bravo, oziroma poglejmo mnenje drugih o nogometnem klubu Bravo. Ja, zelo sem ponosen na to pot, ki je bila opravljena, zato ker jo poznam od samega začetka in mislim, da se v njej na nek način izkazujejo vse te izkušnje, ki so bile že prej strani Darkota in tudi njegovih sodelavcev pridobljene v svetu nogometa. In Bravo ima, bom rekel, res trdne in zdrave temelje. In čeprav morda za razliko od ostalih klubov manjka te tradicije, ki jo nekateri klubi in to, kar vemo, da je sicer v nogometu kar pomemben del, še posebej pri nagovarjanju navijačev, pa in na drugi strani so ti temelji in pa ti odnosi, predvsem, ki jih Bravo gradi v odnosu do igralcev, do članov, do staršev in do te ožje skupnosti, ki sestavljajo klub, so precej drugačni kot pri ostalih klubih. Ampak, če danes gledamo 10-15 let naprej, sem prepričan, da se bo ravno to pokazalo kot glavni adut, kot glavna prednost tega kluba, kajti ostali klubi, kot opažam, se ne ukvarjajo tako močno s temi temelji kluba. Bolje bo neko pomembna fasada, rezultati, tisto, kar pritegne navijače, medije. Temelji so pa pogosto precej trhli. No. Tukaj mislim, da zgodba ravno obratna, ima zelo jasno vizijo in mislim, da se že v tem relativno kratkem času, kar 12 let, pravzaprav ni tako dolgo obdobje, ne, se je Bravo že
pozicioniral v slovenskem nogometu, nogometnem prostoru kot klub, ki ne samo da dobro dela, ampak ki dejansko natančno ve, kaj hoče čez 5 let, kaj hoče čez 10 let. In mislim, da se tega zavedajo tudi tisti, ki so najbolj tukaj ključni v tem trenutku, to so člani, igralci, ne. Zakaj želijo biti v Bravo. Vejo, kakšno pot si tukaj lahko obetajo in ne samo za nogomet, za šport je zelo pomembno, da ima trdne temelje, da klubi vejo, zakaj so ustanovljeni, kakšno je njihovo poslanstvo. To jim tudi pomaga tudi v tistih trenutkih, ko se ti klubi recimo znajdejo v nekih kriznih situacijah, težavah, kar vemo, da se v športu neprestano dogaja. Kadar nimaš te vizije, ko nimaš kompasa, potem se lahko cela zgodba zelo hitro ugasne in se je že v preteklosti marsikje tudi ugasnila. Mislim, da se je Bravo odločil za drugačno pot, bolj kot rečeno, bolj kot navzunaj gradi te svoje temelje navznoter. In to je, mislim, da je najbolj pomembno. Juri, še eno vprašanje o kombinaciji oziroma o 2 selekcijah, ki jih vodiš. Koliko lahko pravzaprav ti, ne bom rekel kopiraš, ampak vzameš vaje oziroma neke izkušnje, ki jih pridobiš pri selekciji U15 in jih lahko vneseš v trening U12 oziroma obratno? Ja, mogoče res, če smo se prej pogovarjali, ali je to lahko zapleteno, ali je to lahko škodi. Pravzaprav je nasprotno. Pravzaprav sama kombinacija lahko ogromno dobrega da. In sigurno določene izkušnje, ki jih dobim v selekciji U15, se pravi trenutne izkušnja od včeraj recimo, lahko ogromno da pri vodenju, pri načinu vodenja selekcije U12 in pri izboru načina določene vsebine. Se pravi, sigurno, nogomet nima milijon različnih vsebin, da bi jih vse razporedili v 10 selekcij. Nogomet ima določeno število vsebin, ki jih potem utrjuješ in na višjih različnih nivojih izvajaš. Se pravi, učenje dvojne podaje pri selekciji U12 lahko se izvaja tudi pri selekciji U15. In imaš v določenem trenutku obe vsebini na obeh treningih, lahko se pravi pri starejših in pri mlajših, kar ni nobena težava. Le razlika je v načinu izbora vaj. Se pravi, pri selekciji U15 bomo v isti vaji, lahko gre za enako vajo, uporabili manj džokerjev, manj prostih igralcev, se pravi, bo izvedba težja, medtem ko bomo pri mlajših v igri recimo 2-2 dodali še 2 džokerja, zato da bojo imeli fantje, ki imajo žogo, ves čas premoč v igri in bojo igrali recimo 4-2 in bojo morali izvajati dvojno podajo, se pravi v lažjih okoliščinah, lažje jo bojo izvajali. Medtem ko starejši, kot so v težje okoliščine, bomo dejali. Se pravi, pri selekciji U15 pa bomo izvajali vajo le z enim ali brez džokerja in bojo morali brez številčne premoči izvajati isti element. Se pravi, to je nek način, ki ga lahko bi videli identično vajo, le z manjšimi popravki oziroma z manjšimi spremembami, ki enako dobro lahko funkcionira pri 12-letnikih ali morda še pri mlajših ali pri članskih igralcih. Za konec pa poveva še nekaj o ciljih oziroma pričakovanjih. O tekmovalnosti si že sam nekaj povedal, ampak kljub temu, s čim oziroma na kakšen način bi bil ti na koncu letošnje sezone zadovoljen, ko bi videl odigrati tekmo selekcije U12 v tistej zadnji fazi, torej v maju 2019. Ja. Zagotovo bi bila prva stvar ta, da bi bil vesel, če bi fantje pokazali borbenost na igrišču, če bi ostali dobra ekipa, dobri prijatelji, da bi se res videlo na igrišču, da te pa se trudijo, da te pa želijo zmagati, da so tekmovalni. In druga stvar, da se poznajo določene vsebine, ki smo jih vadili na treningih. Se pravi, da so udarci boljši, da so udarci močnejši, tehnično bolj pravilni, da so podaje močnejše, bolj natančne, da je razumevanje same igre boljše, se pravi, da razumejo, kdaj uteči, kdaj iti na dvojno podajo, kdaj iti bliže skupaj, kdaj bolj narazen. Se pravi, da je samo razumevanje boljše, da se vidi na igrišču, da fantje želijo zmage, da se vidi na igrišču, da so se naučili določenih vsebin, tako tehnike, taktike, kot tudi, da so koordinacijsko boljši, da so bolj vzdržljivi. Če bomo na koncu v maju videli, da smo dosegli določene takšne vsebine, da smo dosegli takšne cilje, da so ostali prijatelji, da se trudijo, potem mislim, da so vsi cilji izpolnjeni.
Super. Jurij Hostnik, hvala lepa za tvoj drugi obisk v našem studiu. Želim pa seveda tebi in tvoji celotni ekipi U12 veliko dobrih tekem in pa, kot si dejal, veliko napredka. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa samo še vabilo na sredino tekmo drugega kroga slovenskega pokala, ko v Ljubljano k ekipi AŠK Bravo pride NK Maribor, že v soboto pa nova prvenstvena tekma in sicer obračun med AŠK Bravo in pa Nafto v Lendavi. Za danes bodi dovolj, hvala za vašo pozornost in se vidimo znova prihodnji teden. Nasvidenje!